Živijo, tukaj Valentin. V tem videodnevniku bom govoril, kako premagati sistem. Kako zmagati v tej matrici. Ste gledali mogoče filmsko trilogijo Matrica oziroma The Matrix? Vsekakor priporočam, kajti ta filmska trilogija najbolj nazorno pojasnjuje, kako se ta svet pretvarja, da je takšen, kot se zdi večini ljudi, ampak v resnici je zelo drugačen. In če hočemo izvedeti resnico, moramo pojesti tisto grenko rdečo tableto, torej stopiti na pot resnice, in na to ni več poti nazaj. Kljub temu, da se življenje v marsičem spremeni, pa je takšna pot zelo osvobajajoča. No, če pogledamo ta svet, to našo družbo, kako deluje. Vidimo, da uporabljamo denar, da imamo denarni sistem, da je pomanjkanje tega denarja oziroma da ni enakomerne distribucije denarja. Torej nekateri ga imajo izjemno preveliko, nekateri pa premalo ali sploh nič in zato trpijo pomanjkanje, lakoto in umirajo zaradi pomanjkanja denarja. Kako je torej možno, da se na tem svetu ne znamo zorganizirati, da bi naredili boljši svet, da bi bilo poskrbljeno za vse? Predvsem je odgovoren za to vsak od nas, vsak posameznik, zato ker se ne brigamo za to, kako ta svet deluje. Če hočemo torej razmerje na tem svetu izboljšati, moramo najprej začeti z raziskovanjem. Vzeti si moramo čas, da natančno ugotovimo, kako deluje globalni, pravni in denarni sistem. Kako smo preko zakonov in denarja omejevani, zasužnjeni in izkoriščeni. Tisto, kar večina ljudi ne ve, je to, da je na tem svetu samo en lastnik. In sicer je to papež. Papež je za svojo papal bull odredbo razglasil, se prilastil vso zemljo na tem svetu, vsa telesa in vse duše. Torej, Vatikan je eden izmed teh centrov moči. Drugi center moči je City of London. To ni mesto London, ampak je to posebno mesto, posebno ozemlje znotraj mesta London, ki ima podoben status kot Vatikan, torej suvereno ozemlje. In tam je center moči, preko katerega se izvaja nadzor globalnega denarnega sistema in celotnega gospodarstva. In obstaja samo eno podjetje na svetu, samo ena korporacija, in to je kronska korporacija z sedežem v City of London. Vse ostale korporacije, vse ostale podjetja so samo podružnice te korporacije. In tudi Republika Slovenija je korporacija, registrirana v City of London. Tretji center moči je Washington DC. Tam se v glavnem izvaja kontrola sveta preko vojaške sile. Zato je tudi Amerika največja teroristična organizacija. Zato Američani napadajo celoten svet in imajo na stotine vojaških baz izven svoje države. Vse to zato, da se lahko ta matrica, ta iluzija ohranja, zato da lahko nekateri ljudje izvajajo absolutno oblast. Ste vedeli to, da ko se rodimo,
ko nam izdajo rojstni list, nam odvzamejo vse naravne pravice in nas s tem spremenijo v pravno fikcijo, v virtualno osebo. In mi kot živo bitje potem celo življenje delamo kot upniki za to pravno osebo. Torej, ko nam izdajo rojstni list in potem osebno izkaznico, davčno številko, matično številko, nas s tem spremenijo v pravno fikcijo. In potem smo zavezani igrati po njihovih pravilih igre. To pomeni, da moramo spoštovati zakone. In če te zakone ne spoštujemo, nas oglobijo, pokličejo policijo, nas aretirajo, zaprejo, obsodijo ali celo kaj hujšega storijo. Lahko nas tudi likvidirajo, ubijejo, umorijo. In marsikdo je že poskušal narediti neko spremembo, da bi se to suženjstvo prenehalo. Omenil bom dva človeka, ki sta zelo demonizirana. En človek je Hitler. Večina ljudi ne ve, da poleg tega, da ga krivijo za drugo svetovno vojno, da je v času teh vojn v Nemčiji vladala izjemno velika lakota zaradi hiperinflacije. In Hitler je v samo 5 letih naredil izjemno družbeno izboljšavo, da je praktično odpravil vse to pomanjkanje. In to je lahko naredil samo zato, ker je pregnal iz države vse židovske bankirje, ki so, čeprav jih je bilo samo 2% prebivalstev, imeli v rokah pod kontrolo več kot 50% javnih medijev ter bank. In tudi zato je Amerika pristopila k vojni, ker so videli, da Nemčija postaja vse močnejša in so jo morali zatreti. Drugi primer je Gaddafi, ki ga spet demonizirajo, češ da je bil pobijalec, terorist, da je za svojim narodom grdo ravnal. Ampak v resnici je on v Libiji ustvaril pravi raj na zemlji. Iz puščave je naredil oazo, zgradil je hiše za vse prebivalce. Nihče ni bil na cesti, vsi so imeli dovolj hrane. Vsak je imel zagotovljeno šolanje in zdravstveno oskrbo. In ker seveda spet teroristični organizaciji Amerike to ni bilo všeč, so ga umorili in totalno sesuli Libijo. Torej, nekaj so informacije, ki se razširjajo preko javnih medijev, s katerimi nas poneumljajo, drugo je pa resnica. In kaj mi sedaj lahko naredimo glede tega? Kako lahko premagamo ta sistem? Vsekakor ga ne moremo premagati na silo. Kajti mi sami smo del tega sistema. Mi smo za njega soodgovorni, smo ga dopuščali in soustvarjali. In zato moramo prevzeti polno odgovornost za ta sistem. Torej, ne smemo ga napadati za silo, za čustveno reakcijo. Ni rešitev v tem, da gremo na ulice, da kažemo s prstom na druge. Temveč moramo
najprej razumeti, kako ta sistem deluje, ter kje so tista vrata, skozi katere lahko izstopimo. Kajti v tej igri se lahko zmaga samo na ta način, da jo prenehamo igrati. Ta igra ima tudi pravila, ki omogoča posameznikom, da izstopijo iz te igre. Da si vsak od nas spremeni svoj status, da nismo več pravne fikcije, temveč da smo živo bitje na zemlji. In kako je to možno storiti? To se učimo v izobraževalni organizaciji, ki se imenuje Gemstone University, torej Univerza draguljev. Tam je na voljo točno znanje, ki je plod več kot 60 let raziskovanja pravnika Kena oziroma Kenneth Scotta. Zaenkrat je ta tečaj, ki te nauči, kako spremeniti svoj status, izpopolnjen samo za ameriški pravni sistem, počasi pa bo tudi na voljo za Kanado, Anglijo in potem tudi za Evropo. V tem času pa lahko tudi že mi marsikaj naredimo. Najprej lahko ustanovimo lastne zasebne organizacije, ki omogočajo določene davčne ugodnosti. Druga stvar pa je to, da prenehamo uporabljati žetone Rothschildove bančne mafije, ki se imenujejo evro in dolar. Kajti dokler uporabljamo evro kot plačilno sredstvo, potem smo zavezani igranju po njihovih pravilih igre. To pomeni, da moramo plačati davek na dodano vrednost, dohodnino, da smo podvrženi inflaciji, da nam lahko denar na našem bančnem računu kadarkoli zasežejo, ker to pravno formalno ni naš denar. In namesto evrov je priporočljivo, da uporabljamo druge valute, ki so zasebnega porekla. In to valuto zdaj uvajamo tudi v Slovenijo, imenuje se SPURT, se pravi spurt.si. To je virtualna valuta in po zakonu ta valuta ne more biti obdavčena, ker država Slovenija, korporacija v lasti angleške krone, ne more izvajati niti tehnične, niti pravne sodne oblasti nad to valuto. Vabim vas, da raziščete, kako deluje valuta SPURT. Poglejte si stran spurt.si in se priključite ljudem, ki se zavedajo problemov na tem svetu, ter da se vsi skupaj naučimo, kako lahko izstopimo iz te igre, ki nas vse uničuje, zaslužuje, pobija, mori, in kako si lahko ustvarimo nova pravila igre za bivanje na tem svetu, tako da bomo vsi lahko živeli v harmoniji, sožitju ter izobilju. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.